Sem seveda vesela tega rezultata, kot sem pa lahko opazila, pa Primorska še ni prešteta, no tam je verjetno kar precej glasov zame in sem res vesela. No in še enkrat hvala vsem volivkam in volivcem za glas zame. Pričakujete, da bo ta razlika še rasla ali bo nekako ostala enaka? Kakšne pričakovanja, recimo glede na to, da vidimo, kje so že prešteti, pa kje še niso prešteti glasovi? Jaz sem že s tem rezultatom neizmerno zadovoljna, srečna. Zdi pa se, da je lahko še kakšen odstotek višje, no, ampak sej na koncu ni pomembno. Kakršenkoli rezultat bo pač izraz demokratične volje volivcev in volivcev. Gospa Pirc-Musar, 4% zaenkrat razlike, pričakovan rezultat za vas, tukaj koronsko vzdušje ob razglasitvi prvih delnih rezultatov. Seveda sem vesela tega rezultata, ampak če sem prav videla, je preštetih šele 20% glasov. Treba je počakati vsaj do 50%, takrat si bom vendarle lahko že oddahnila, ampak tudi ta rezultat je dober, sem presrečna in zadovoljna in res iskrena hvala vsem volivkam in volivcem, vsem, ki so šli na volitve, seveda pa predvsem tistim, ki so dali glas zame. Volilna udeležba očitno tokrat res je odločila. Ja, če so podatki točni, bo celo nekaj višja kot v prvem krogu. Kakšna predsednica boste očitno, če lahko že rečemo zdaj po dobrih četrtini preštetih glasov? Takšna, kot sem kot človek. Meni se za potrebe te volilne kampanje ni bilo potrebno spreminjati. Celo življenje zagovarjam iste vrednote, verjamem v demokracijo, v človekove pravice, verjamem v strpnost dialoga in ravno na strpnosti in kulturi dialoga si želim delati v prihodnje. Želim si, da se ozremo v prihodnost, da pozabimo na preteklost, veliko dela nas čaka, ampak Slovenija si zasluži več, Slovenija si zasluži, dajmo reči, srčno predsednico. Hvala za enkrat. Toliko torej za enkrat iz štaba, ki je res velika gneča, se slišimo še nekoliko kasneje. Tako vam bom rekla, če bi verjela, da ni možno, ne bi kandidirala. Dokler se ne spustiš v kampanjo, si lahko indiferenten. Ko sem se odločila vstopiti v predvolilno kampanjo, sem šla z željo in vedenjem, da se da. Vedno sem delala v smeri izboljšav, pa če vzamemo, ne vem, informacijskega pooblaščenca, majhno okolje v podjetju, ki sem ga ustanovila. Verjamem, da se v Sloveniji da. S tem sem šla, to je moj cilj. Prosim, obrni se. Kupaj. Snemi. Lahko naredimo tudi eno sliko? Gospa Klakočar Zupančič, pozdravljeni. Tu ste kot predstavnica vladajočega gibanja Svoboda. Torej, zaenkrat kaže, da gospa Pirc-Musar, ki jo podpirate, da bo prva predsednica Republike Slovenije, če bodo ti rezultati zdržali tudi do konca. Ja, jaz srčno upam in verjamem, da bodo ti rezultati zdržali. Vesela sem, da se je Slovenija odzvala pozivu Gremo na volitve. Prav je, da so šli ljudje na volišča, da so izrazili svojo voljo in moram reči, Nataša, zelo sem počaščena, da upam, da ne prehitevam, pa verjamem, da ne, da stojim ob prvi predsednici Republike Slovenije. Velika čast je to zame, Nataša. Prosim, rdeči šlev, šla, samo zame, uška široka. Jaz sem prepričana, da ženske znamo drugače razmišljati, da znamo marsikaj narediti bolj mirno, z večjo kulturo dialoga. Sama si ti to že pokazala, jaz bom pa še morala. Za vsak nasvet ti bom hvaležna. Tudi jaz tebi, Nataša, jaz se zelo veselim tvornega sodelovanja. Jaz verjamem, da bo to sodelovanje tvorno z celotno zakonodajno vejo oblasti in seveda za preostalo izvršilno vejo oblasti. In hvala ti in jaz verjamem, da bomo naredile Slovenijo boljšo, prijaznejšo, strpnejšo, vključujočo in uspešno. In zato smo šli obe na volitve. Ti sicer na parlamentarne, jaz na predsedniške, ampak misija je enaka, Urška. Hvala. Nataša, še sem bravo. Ja, roke? Ja, če se kar objamete. Še sem prosim. Še sem Hvala lepa.
Kam moram zdaj tle gor?